Na vsak način je pa ta razstava, ki zdaj že kar nekajkrat na temo oblačilne dediščine gostuje v teh prostorih, mislim, da je pomemben korak za Kamnik in nasploh za razvoj tako imenovanih narodnih noš, ali pa če temu rečemo pripadnostnih kostumov. Je pa tukaj opazno tudi to prepletanje folklorne dejavnosti s tistimi, ki so zunaj folklorne dejavnosti, pa jih zanima oblačilna dediščina, sodelujejo na dnevih narodnih noš ali pa so tako drugače povezani. Ampak glede na to, da jaz sem običajno govoril o teh narodnih nošah kot takih, o njihovem razvoju, pa mogoče prevečkrat o njihovih pomanjkljivostih, danes ne bi na to temo nobene besede več, upam, bi pa na drugo temo in sicer na temo kostumiranja folklornih skupin, zato ker to razstavo je vendarle pripravljala folklorna skupina, akademska folklorna skupina Ozara iz Kranja, na čelu z Jožico Šmit. In mislim, da je prav na tem mestu povedati, da je bila Jožica Šmit med prvimi na Gorenjskem, ki je nekako v praksi začela spreminjati odnos do oblačenja Gorenjcev v preteklosti. To je bilo tam ob koncu 80-ih let, sicer znanstvene razprave, pa strokovna dela na to temo so bila narejena že v 60-ih letih, pa zlasti po odmevno knjigo je napisala dr. Marija Makarovič leta 71, v kateri je pokazala, da je oblačilna dediščina Gorenjske še vse kaj drugega kot samo narodne noše kot take, ki so bile med ljudmi poznane. Ampak vendarle več kot 10 let je še trajalo, da so se te besede zapisane v knjigi, pa te stvari, ki jih hranijo muzeji, predstavile tudi v prakso, najprej predvsem v folklorne skupine, zdaj v zadnjem času tudi med nekatere druge ljubitelje. In tukaj na nek način je prikazan ta odmik od te stereotipne podobe, kakšna bi gorenjska narodna noša bila, oziroma kako ne bi se Gorenjci v preteklosti oblačili. Pokazana je ta plat, oziroma skuša biti predstavljena ta plat podobe oblačenja Gorenjcev v prvi polovici pa v sredi 19. stoletja. To je podoba, na kateri so se kasneje v meščanskih okoljih, sprva pa potem med kmeti, narodne noše kot take razvijale in so se razvijale do podobe, kot jih danes lahko spremljamo na tej prireditvi, pa tudi do tiste podobe v okviru narodno-zabavnih ansamblov, katerim mogoče včasih zelo s težavo ali pa s težkim srcem rečemo, da so še narodne noše. Tako jih označujejo sami, tako jih označujejo nekateri drugi, se je pa mogoče res včasih smiselno vprašati, kaj z oblačilno dediščino ima tista podoba skupanga, kaj pa nima skupanga. Jaz najprej vse lepo pozdravim in se zahvalim dr. Bojanu za take lepe besede, da mi je kar čist za ta prvo na Gorenjskem postavo, da sem začela s tem oblekom. Nisem jaz tako dobra govorka, kot je on, zato ne bom preveč govorila. Rajši bi potem, recimo, če koga kaj zanimamo, bom povedala, ker jaz rajši sedim, pa šivam, pa nabiram, pa blaga izbiram, pa tako naprej. Zahvalila bi se tudi gospodu Ptičarju in javnemu skladu za kulturne dejavnosti iz postava Kamnik, ker so nas tako lepo sprejeli in sodelovali z nami. Mi tukaj nastopajoči, večeneže, pevki ljudskih pesmi in tukaj pevci ljudskih pesmi Kranjski Kurmani smo del akademske folklorne skupine Ozara, ki ima več sekcij. To sta dve naši močnejši sekciji, ki z veseljem prepevate stare ljudske pesmi in gojita staro ljudsko troglasje. Te lajte, lepo lajte, vsi ta mladi fantiči. Lepe lajte, lepo lajte, vsi ta mladi fantiči. Kulcajcem pjelu, da sem pripjelu, do gostilne vjebane. Tulcajcem pjelu, da sem pripjelu, do gostilne vjebane. Obstojijo, tako ne govorijo, razlagajo in čičijo, to nam koropo
prav od kruha, ta druga kar že kuha, ta tretja pravi, jaz pa mam sina potepuha. Ta tretja pravi, jaz pa mam sina potepuha. Četrta gliha mila, tako je govorila. Me griva, me srce boli, da sem se omožila. Jo griva, jo srce boli, da se je omožila. Ta peta bolj pobožna, pa prav od svojega moža. Moj mož je mlad, ga pije rad po hrti